Zdaj pa imam, ampak jaz malo švicam ob mašinih vprašanjih. Ti imaš tudi nekaj napisano? Jaz imam eno risbico, pa bom pa par besed. Je tvoja risbica? Ja. Hudo? Ali lahko vidim? Ne. Mislim, večina objektov je narejenih iz gipsa, zato ker je bil najbolj dostopen, najlažji za različne manipulacije. Smo pa mi v bistvu zelo To so veseli. modularni pisi, Adrian, to je vsakič drugač. Da ta projekt kar dolgo traja, ne? Že kar 5 let. Presežem, da sem se pripravljala, že od rojstva se pripravljam na ta trenutek, ampak očitno čist preslabo. Če se umetniki sami odločijo zaradi preživetvenih razlogov, je to tudi njihova legitimna pravica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugi epizodi podcasta Pod strehco, ki nastaja v sodelovanju med Kritiškim poslatkom in Zavodom 2/32. Gre za skupni special format, posvečen aktualnim temam z področja sodobne umetnosti, ki se razvijajo v okviru razstavnega cikla Zavoda Eno delo. Za radovedne ime podcasta izvira iz imena zavoda in tega njihovega razstavnega cikla, ki vsebuje cirkumfleks, torej strešico za potenco, zato se s poslatkom družimo pod strehco. Danes se bomo osredotočili na začetke serije Featuring Props avtorice Maše Knapič. Skupaj z Zavodom 2/32 pripravlja razstavo, ki se bo odprla 7. februarja v Ljubljani. Z nami je tudi programski vodja in producent zavoda Simon Gmajner. Poglobljeno bomo raziskali bistvo te serije, ki vključuje modularne umetniške objekte, ki jih je Maša Knapič prvotno zasnovala kot podporne rekvizite za lastno umetniško prakso, potem pa so se ti objekti skozi leta večkrat uporabljali tudi pri realizaciji projektov drugih avtoric in avtorjev. Po tej logiki jih vseeno ne moremo razumeti kot zaključena dela, saj se prilagajajo različnim umetniškim vsebinam in na nek način postanejo most med njenim delom ter deli drugih umetnikov. Pogovor bova vodila Maša Žekš in Adrian Praznik, kurator in umetniški vodja zavoda. Podrobneje bova torej osvetlila ustvarjalni proces Maše Knapič, v katerem raziskuje umetniške objekte kot prilagodljive in večnamenske rekvizite. Simon Gmajner pa bo predstavil in z nama podebatiral, kako zavod skozi sodelovanja z umetnicami, kot je denimo Maša Knapič, raziskuje alternativne načine sodelovanja in spodbuja razvoj nastajajočih umetniških praks. Po džinglu torej sledi Adrianov opis umetničine serije, potem nekaj pripravljenih vprašanj za umetnico in producenta in še nekaj prostega čvekanja, kjer obstaja prostor za vse pomisleke in izven škatlaste ideje. Vse reference, ki jih omenimo tekom podcasta, bomo spodaj vključili v opis posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušaste, dobimo se pod strehco. To je tako ogabno in rigidno, da mi zdaj le bruho. Featuring Props je serija objektov, ki jih umetnica Maša Knapič razvija od leta 2020. Ti objekti so zasnovani kot podporne strukture, katerih osnovna naloga je sprva služila njeni umetniški praksi. Z leti so se začeli vse pogosteje uporabljati tudi pri realizaciji projektov drugih avtoric in avtorjem, predvsem v kontekstu oblikovanja razstav. Z vsako ponovitvijo in spremembo njihovega konteksta se je spreminjala tudi njihova primarna vsebina in funkcija, s čimer postopno pridobivajo nove pomene. Serija raziskuje potencial umetniškega objekta kot modularnega in večnamenskega sredstva, ki prevzema različne funkcije, od podpornih elementov za performanse do integralnih komponent prostorskih instalacij. Objekti so zasnovani na ready-made formi. Gre za najdene oblike, kot so kamen, del laboratorijske mize ali podstavek za rože, ki jih umetnica ponavlja in množi. Njihova materialnost ni reciklirana v ekološkem smislu. Namesto tega pa se serija posveča konceptualnim vprašanjem trajnosti v umetnosti skozi procese rekontekstualizacije in souporabe. Prva samostojna postavitev z naslovom Začetek, prototip objekta 1, objekta 2 in objekta 3 je bila izvedena leta 2020 na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Od tedaj so bili ti objekti uporabljeni v različnih razstavnih kontekstih, med drugim na razstavi 26 stopinj južno
umetnice Lare Reichmann v Hiši kulture Pivka ter na razstavi Shapeshifting umetnice Tajde Novšak v galeriji Tkalka v Mariboru. Objekti, rekviziti v svojem bistvu ne le podpirajo, ampak aktivno sooblikujejo umetniške procese. S poudarkom na sodelovanju z drugimi avtorji postajajo nosilci širših idej, ki se prepletajo z vsebinami drugih del. Modularnost teh objektov omogoča njihovo prilagoditev specifičnim razstavnim prostorom in praksam, s čimer odpirajo vprašanja o naravi umetniškega objekta, njegovih funkcijah in razumevanju avtorstva v kontekstu razvijajočih se umetniških praks. Ok, gremo potem mogoče kar na vprašanja. Prej smo rekli, torej Maša, da so rekviziti najprej nastali kot podpora tvoji lastni praksi, zdaj pa se v bistvu nekako pojavljajo tudi v delih drugih umetnikov. Kako v bistvu trenutno poteka proces tega snovanja teh del? Ali jih v bistvu načrtuješ vnaprej z določenim namenom, ali se potem kasneje in v bistvu do katere mere prilagajajo potrebam posameznih projektov? V bistvu sprašujem se, ali je vse skupaj bolj organsko ali je bolj strukturirano? Projekt je nastal res zelo organsko in na začetku te objekti, ki so nastajali oziroma začeli nastajati leta 2020, sploh niso še imeli nobene potrebe potem, da postanejo objekt, mislim, da postanejo del projekta, ampak so nastajali zelo intuitivno. Edini cilj tega nastajanja je bil to, da sem potrebovala neke rekvizite, ki bi mi pomagali pri moji primarni praksi. In šele kasneje, v bistvu z rezidenco, ki sem imela v dobri vagi, Dobra vaga doma. Mislim, da je bilo to leta 2022, ampak morda se lažem. Se pravi, to je bilo kar nekaj let potem, ko so te objekti nastali. Takrat sem jih prvič poimenovala z skupnim imenom Futuring Props. Prvič mogoče bolj strukturirano pristopila do teh objektov, prvič jih začela arhivirati in pač iskati neke načine, kako to ponavljanje teh objektov, kot si že sama omenila, ki se je kasneje ponavljalo tudi čez prakse drugih avtorjev, kako v bistvu to nekako narediti vidno oziroma uvekovečiti znotraj okvirja nekega projekta. Sprav dati tem predmetom nek večji smisel. Kako pa se zgodi potem ta povezava teh objektov z drugimi avtorji? Tudi to se je zgodilo zelo organsko. Se pravi, ko sem naredila prve 3 objekte, pač šlo je za podstavke, to je njihov street name poimenovanje, podstavki, ker so pač njihova primarna funkcija je bilo podstavljanje. Ko sem jih naredila, so v bistvu se kar hitro začeli širiti v smislu uporabe preko mojih prijateljev. Najprej so Ateljank, Neže Perovšek in Anastazija Pirnat, ker smo jih v nekem trenutku vse začeli uporabljati za podstavljanje slik med procesom slikanja. In še isti semester, ko sem jaz naredila te podstavke, so se v bistvu tudi, sta jih Neža in Anastazija tudi uporabili na semestrski razstavi za podstavljanje svojih slik. In vsakič, kadar je kdo, prišel mimo, bil predpostavljen tem objektkom, ki so izgledali, lepi, majhni, preprosti, uporabni, so tudi ostali avtorji oziroma umetniki, pač vseeno se je v tem nekem umetniškem kontekstu so se potem začeli ponavljati z različnimi deli in so v bistvu zelo naravno in organsko začeli dobivati neko svojo pot, ki jaz niti približno nisem predtem predvidevala. No, sej eno od mojih vprašanj oziroma podvprašanj je bilo potem tudi to, če so te objekti v nekih kontekstih pridobili svoje novo življenje, tako kot ga mogoče sprva nisi pričakovala, ampak se je, kot praviš, organsko zgodil. A se ti zdi potem, da se njihova vloga čez čas tudi spreminja, da so mogoče najprej bili podstavki, pa nekako niso več zgolj podstavki? Ja, jaz mislim, da te objektki, še posebej potem, ko sem je začela prepoznavati to mogoče neko kvaliteto v tem, koliko fleksibilni so te podstavki oziroma te res objekti brez kakršne koli identitete. Takrat se je začela nekako kreirati njihova dvojna vloga, v smislu tega prvič, da sem jih jaz nekako kontekstualizirala znotraj tega projekta in so postali mogoče iz tega vidika malo bolj avtonomni, v smislu legitimni in na drugem vidiku pa tudi v kakšne kontekste so bili postavljeni iz vidikov drugih avtorjev. In definitivno so te konteksti se spreminjali in s tem se je spreminjala tudi njihova vloga, ki je vedno nekako shiftala med tem, da so v bistvu razstavljeni kot projekt ali pa razstavljeni kot pripomoček. To se pravi, v tem oziru lahko prepoznamo, da gre hkrati za tvoje individualno delo,
ki pa je odprto tudi za sodelovanje. Kako dojemaš pa avtorstvo v tem kontekstu? Se ti zdi, da s temi rekviziti nekoliko premikaš meje tega tradicionalnega poimenovanja, kdo je avtor umetniškega dela, oziroma gre v tvojem primeru bolj za sodelovanje, pa je vsak še vedno lastnik te neke svoje polovice propsov, rekvizitov, umetnik ali pa umetnica pa umetniškega dela. In mogoče bi se mi zdelo tukaj še nekako smiselno vprašati, tako premišljujete tudi v nekih birokratskih pravnih spotikih, ki bi se lahko s časoma zgodili? Mislim, kar se tiče vprašanja tega avtorstva, iz začetka projekta se sploh nisem ukvarjala s tem. Tudi, ko je projekt že sam nastal, se pravi, ko se niso te objekti sam predstavljali iz enega konca na drugega, tudi potem, ko so bili že kontekstualizirani znotraj tega, da gre zdaj to za projekt Futuring Props, že beseda futuring nakazuje na to, da je neka stvar, ki seboj vleče še neko drugo stvar oziroma nastaja v sodelovanju z temi objekti. Ampak v resnici, ko so jih začeli uporabljati, predvsem najprej moji kolegi in so sprašvali, a damo kredice tem podstavkom oziroma tebi, sem vedno odklanjala to povabilo. Bila sem tako, ni važno, kdo jih je naredil, važno je, da so zdaj dobili nek smisel. In sem tudi vedno puščam odprto možnost, da ljudje, ki jih uporabljajo, se sami odločijo, a jih želijo kreditirati ali ne. Tukaj se jaz popolnoma odmikam od kakršnega koli avtorstva, z izjemo tega, da sem jih jaz fizično naredila in so del nekega mojega projekta. Iz drugega vidika, kako pa jaz sledim tem objektom, pa v bistvu ne sprašujem ljudi, ali lahko jih omenim, da so uporabljali propse, ampak to, kar samo iniciativno naredim. Se pravi, kjerkoli zaznam, da se je prop uporabljal, ga jaz lepo poarhiviram v formi nekega seznama in v bistvu na nek način, kako ne rečem, mogoče malo zlorabim ime umetnika, ki ga je uporabil, v smer tega, da legitimiziram ponovitev propa. Kaj pa bi rekla, da je namen tega beleženja oziroma arhiviranja teh premikov, tako bi lahko rekla temu? Čisto konkretno, namen tega beleženja je bilo v izhodišču točno to, da ta projekt začne dobivati neko formalizacijo, se pravi, da obstaja neka mogoče bolj vidna enota tega, da to obstaja in se širi in ponavlja. Ampak to pa še ne pomeni, da se bo mogoče to beleženje premikov dogajalo tudi s drugimi propi ali pa v prihodnosti. To je bilo izključno z temi prvimi 3, zaradi tega, ker se je z njimi začel ta projekt šele zares nekako izoblikovati. In to se mi je zdel najbolj mogoče naraven način, kako začeti oblikovanje tega projekta. Okay. To sledenje. Imam še eno vprašanje, to se pravi zdaj, ko smo malo govorila o tej dinamiki, kako nastajajo in tudi mogoče z vidika nekih avtorstv, soavtorstv. V bistvu zanima še en segment, ki se mu pa reče, a ti te rekvizite oblikuješ za določeno umetnico ali umetnika prav specifično in kako se potem tudi, oziroma in če je temu tako, se tudi pogovarjata o izgledu tega objekta, o materialnosti tega objekta, je to prepuščeno tebi, nastane to skupaj, to bi mogoče malo lahko še razčistila. Se pravi, primarna forma objektov je že določena in to je bila določena, se pravi, leta 2020, ko so nastali, in ta forma je bila prevzeta oziroma sposojena od 3 ready-made objektov, ki si jih že tudi sam omenil. Se pravi, nekega kamna, podstavka za rože in dela nekega osnutka laboratorijske mize. In vse te 3 forme so bile izbrane zato, ker so že na nek način narekovale funkcijo, za katero sem predvidevala, da bo ta objekt uporabljen, ta predmet uporabljen, rekvizit, kakorkoli. Ko so začeli se te rekviziti širiti od enega dela do drugega, od enega uporabnika do drugega, so v bistvu tudi uporabniki začeli konkretno me spraševati, če se lahko spreminja tudi mogoče materialnost teh objektov na podlagi tega, zakaj jih bojo oni uporabljali. Tako da v tem procesu, v teh zadnjih 4 letih, se je edina stvar, ki se je v teh oblikah spreminjala, sta bila to barva in materialnost njih.
propov, ki pa je bila po večini sugerirana strani uporabnika. Zdaj, če si nekdo želel fizično posegati v objekt, je temu primerno bil tudi material, iz katerega je bil narejen, temu primerno. Enako barva, enako druge zadeve. Tako da je šlo do neke mere, te uporabniki, oziroma med njimi konec koncev sem tudi jaz, smo lahko vplivali na samo končno podobo tega objekta. Mogoče ne formalno, ampak definitivno materialno. Jaz bi rekel, da ima široke nastavke in bi tudi rekel, da širina se mi zdi z tega vidika zelo pozitivna. Se mi pa tudi zdi to, da v bistvu z vsako ponovitvijo, ko uspeš ta projekt malo bolj konkretizirati pa nekam usmeriti, se mi zdi, da se tudi ukrepi tvoja izjava. To se mi tudi zdi ena taka stvar, ki je v bistvu zelo pomembna. Oziroma se mi zdi ravno s tem formatom, ki ga imamo tukaj v obliki tega podcasta, probamo neke te stvari načeti. Da glih prek diskurza uspemo definirati, kaj je bistvo, kaj je srčica propsov. To se strinjam s tabo. Mislim, definitivno točka, na kateri je zdaj projekt, je zelo, zelo široka. Ampak se mi zdi tudi smiselno, zakaj ta širina obstaja, in to je definitivno tudi zaradi tega, ker kljub temu, da to zdaj obstaja že 5 let, to ni bilo 5 aktivnih let, da je ta projekt obstajal. In istočasno ta širina mu je dala mogoče neka temelj, na katerem se zdaj lahko gradi in mogoče tudi bolj izčiščuje. Tudi recimo propi bodoči, ki bodo nastali, definitivno ne bojo uporabljali na istih metodologiji, arhivacije. Tudi razmišljamo o tem, a je še pomembno, da jih je toliko veliko. Se pravi, da recimo zdaj trenutnih propov sploh nimam nobene številke, koliko jih obstaja, pa koliko jih je bilo uničeno, pa vse, kdo jih ima. To so vse neke stvari, oziroma vse te stvari nekako tudi oblikujejo in vprašanja in oblikujejo smer, v katero se bo projekt razvijal, ki pa bo definitivno malo bolj usmerjena, kot je bila do zdaj. Konec koncev je ta projekt, kot sem že rekla, se pravi, nastali so leta 2020, projekt je nastal 2 leti kasneje in vse to, kar se zdaj mi pogovarjamo, je na nek način za nazaj. Vsa ta vsebina, ki obstaja v projektu, se je malo zgradila za nazaj na podlagi opazovanj. Bolj kot pa, da bi bila predvidena ali pa sugerirana za vnaprej. Razumem. Se mi pa tudi zdi, da v bistvu je mogoče to, da je to tudi neka lastnost recimo umetniške prakse. Jaz mislim, da en velik plus je ravno ta intuicija, ki te nekam pelje, ki se ti zdi, da mogoče pa so neki nastavki, nek potencial, potem pa tekom procesa, te konkretizacije se pa proba definirati, kje pa se je zdaj bistvo tega zgodilo. Tako da se mi zdi v bistvu, da si tudi zelo lepo povedala in tudi transparentno povedala. Se mi zdi, da dostakrat se neke velike ideje začnejo z majhnimi koraki, ki pa nosijo potem svoje posledice. Torej, ta dela iz cikla Featuring Props vključujejo praktično izbiro materialov in modularnost, kar v bistvu lahko razumemo tudi v kontekstu kritike hiperproduktivnosti ali okoljevarstva. Simon, a se ti zdi, da ta dela na nek način spodbujajo gledalce k razmisleku o tem, kako umetnost deluje v okviru sodobnih družbenih trendov, kot so trajnost, potrošniška kultura in zeleni prehod, tudi iz vidika, da gre v bistvu za dela, ki so lahko tudi samo kot funkcionalen ali pa praktičen suport delu nekoga drugega in se v bistvu lahko prilagajajo, rotirajo. Zdaj, mogoče tudi to vprašanje bi bilo super za Mašo, da vidimo, ali je bil takšen mogoče že nek nastavek ali pa namen pri vzpostavljanju teh propsov oziroma tega dela. Ampak če gledamo recimo na gledalce, bi rekel, da jim določen projekt, ki namerno ali pa naključno naslavlja teme, kot so trajnost, potrošniška kultura in zeleni prehod, te teme in razmišljanja o njih vzbuja ravno toliko, kot je to v okviru nekega projekta skomunicirano, bodisi skozi najave in besedila, oziroma toliko, kot se na določeno delo zrcali lasten že obstoječi pogled na te teme. Ko pa gledamo širše na umetnost, torej kako umetnost deluje v širšem kulturnem kontekstu znotraj teh trendov, pa bi dejal, da je ta razmislek omejen na res malo skupino posameznikov, ki komaj presegajo okvir kulturno-umetnostnega področja oziroma nekega echo chamberja, ker sami sebi pojasnjujemo, potrjujemo in utrjujemo prepričanja.
primeru mašinih propsov se mi zdi seveda super in dobrodošel zgled za neko širšo sceno, da se projekti oziroma elementi, artefakti medsebojno dopolnjujejo in da se stavljajo nove in nove celote. Ampak vzgib za to mora priti iz drugih vektorjev, ne iz naslova zmanjšanja hiperprodukcije oziroma zmanjševanja virov, ki jih porabimo pri posameznem projektu, razen, kot sem prej omenil, če je cilj projekta, da prav to naslavlja. Hiperprodukcija pa je nekaj, kar mislim, da moramo rešiti na nekih drugih sistemskih ravneh in z drugimi pristopi. Tudi s samo omejevanjem in pa s pritiski, lobiranji. Kako pa v bistvu vidiš to vrstno umetnost v povezavi z aktualnimi razpisnimi politikami, ki v bistvu na nek način torej podpirajo te trajnostne projekte in isto v teh razpisih pač potreba po nenehnem sodelovanju med mladimi ustvarjalci, ki so itak zadnje čase vse pogosteje v prekarnih delovnih razmerah. Kako ti gledaš potem na te umetnine v povezavi z potencialnimi zmagami na razpisih? Jaz bi rekel, da je tle povezava bolj naključna. Nekateri umetniki se seveda bolj, drugi manj oportunistično opirajo na trenutne razpisne pogoje oziroma smernice financiranj. Bi pa rekel, da je takšno sledenje smernicam in sploh ukvirjanje razpisov v to vrstne smernice za polje umetnosti bolj škodljivo kot koristno. Pri tem lahko poudarim, da imamo srečo, da vsaj kar se tiče izključno področja umetnosti, te smernice, torej trajno zeleni prehod, digitalizacija in tako naprej, služijo bolj kot neki poudarki oziroma izkazane usmeritve ministrstva, da se samo lažje vključi v trenutne politike in mehanizme, ne pa kot neki realni izključitveni kriteriji pri razpisih, ki jih ministrstvo ali pa lokalne skupnosti objavljajo. Na drugih področjih, torej ne bi rekel na drugih ministrstvih, je slika seveda drugačna, zeleni prehod in trajnostni vidiki so bolj izpostavljeni. Vprašanje je seveda, koliko so potem zares udejanjeni in s tem se strinjam, ne? Namreč vlogo umetnosti ne vidim kot izključno tisto, ki bi odgovarjala na trenutne težave v družbi in jih odpravljala ali pa bi jih bila sploh sposobna odpraviti. To je primarna odgovornost drugih segmentov družbe, države oziroma širšega sistema. Umetnost tukaj lahko služi le kot, bom rekel, nek support. Ne. Umetniki so težave, ki nas pestijo danes, začutili že pred desetletji in nad njih tudi opozarjajo. Tako kot na težave, s katerimi se bomo realno soočeni čez 10 ali 20 let, so opozarjali pred 10 ali 20 leti. To seveda, ko govorimo o problemih, ki izhajajo iz gospodarstva, proizvodnje in okolje. Na težave, ki pa se ciklično pojavljajo v družbi in naslavljajo področja svoboščin, razmerij med posamezniki in skupinami, pa opozarjajo že od naših začetkov in je utopično pričakovati, da jih bomo zgolj skozi umetnost razrešili. Če se vrnem še nazaj k vprašanju, verjamem in vidim, da so umetniki pri svojih projektih in raziskavah primarno, bom rekel, zavezani temu, da zasledujejo teme, ki izhajajo iz njih samih, njihovih interesov, njihovega osebnega intelektualnega razvoja, ter tem in umetnikom, ki so jim predstavljeni kot relevantni skozi njihov izobraževalni proces preko pomembnih drugih. Kaj pa si pol misliš o tem, da določeni umetniki na neki točki, ko ugotovijo, da bodo nujno rabili razpise za potencialno preživetje in delo, ravnajo zgolj v skladu s temi razpisnimi pogoji, ki zelo, zelo poudarjajo sodelovanje, mladost, povezovanje in okoljevarstvo? Ali spremeniti celo svojo prakso, ki bi mogoče v resnici bila ful potrošniška in ne eko in solo in zaprta vase, mogoče celo na nek način skrajna, sam zato, da bi... Kot sem rekel, jaz mislim, da morajo umetniki pri vsem svojem ustvarjanju nekako izhajati iz samih sebe. Če jih driva to, da bodo pri svojem ustvarjanju potrošniški, da ne bodo pazili na to, kakšne resurse uporabljajo, ali se povezujejo, ali se ne povezujejo, se mi zdi, da je to povsem njihova legitimna pravica. Jaz mislim, da jih ukvirjati v neke module operiranja in jim nastaviti neke smernice pač ni koristno za umetnost. Ne. Ali zdaj pa, če se umetniki sami odločijo zaradi, ne bom rekel oportunističnih razlogov, ampak mogoče zaradi, če dam drugi izraz, preživetvenih razlogov, je to tudi njihova legitimna pravica. Ne. Jaz jih tle ne morem ocenjevati. Jaz bom ocenjeval na koncu idejo in ocenjeval, kaj bo pač umetniški projekt meni povedal, meni samemu. Ne. Sprašujem tudi iz producentskega vidika, v smislu, da imaš mogoče kanček družbene odgovornosti, da za umetnika, ki mu ni mar mogoče za okoljevarstvo in za neko širše dobro, da se ga mogoče, ne vem... Vseeno podpre.
Ja, zagotovo se ga vseeno podpre. Če je ideja dobra, se Maše ne bomo mi vzeli v program zaradi tega, ker je njeno delo pač zelo ekološko, pa naslavlja hiperprodukcijo ali ne in tako naprej. Ne? Gre tle za neke druge zadeve. Ne? In tudi mislim, da ne samo to, ne samo kot producent. Jaz moram recimo kot nek zagovornik ali pa nekdo, ki ima mogoče kakšno besedo pri tem, kako se ministrstvo oblikuje te svoje smernice, da je to treba konstantno ponavljati, da mi ne moremo dajati takšnih okvirjev. Ne. Mislim, poznamo pa umetnike, se tle na sceni jih ni malo, ki so se lotili ravno takšnih zadev. Ne. Pač v njih si pa mislimo, karkoli si pač mislimo. Ne. Zdaj, če naslovimo mogoče to sodelovanje, ki se je tu zdaj izpostavilo, z drugega zornega kota, dosti je projektov, kjer je v spredju sodelovanje oziroma povezovanje med umetnicami in umetniki. Pa me zanima, Simon, tudi iz tega vidika, ker imaš vseeno dosti izkušenj producentskih, kakšna je recimo tvoja vloga v tovrstnih procesih? Je tvoje delo tukaj zgolj neko logistično usklajevanje ali se lahko prepoznaš tudi v oblikovanju nekih povezovalnih odločitev, ki omogočajo nadaljnji razvoj projektov? V našem konkretnem primeru Featuring Props od Maše Knapič gre tukaj za tuteracijo njenega projekta Prop 2.0, ki ga zavodom pripravljamo ob koncu leta 2025. Ko bi rekel, se mi zdi, da bi znalo biti zelo zanimivo za gledalce, da si predstavljajo, da si mogoče v nekem praktičnem primeru vidijo, kaj je zdaj tvoja naloga tukaj, kaj pravzaprav počne znotraj samega procesa. Ok, dosti večplastno vprašanje, bom skušal odgovoriti, pa ker prosim za follow-up, če slučajno kaj zgrešim. Mene kot producenta pri teh procesih, treba je poudariti, da kot je že Maša na začetku povedala, nisem zgolj producent, ampak tudi programski vodja, ne, čeprav se sam veš, da nekako program sestavljava skupaj, ne, in tako naprej, ampak recimo moja, rekel tudi mogoče največja vloga je, da naredimo največ za to, da se umetnik lahko izrazi in razvije. Ne. To je nekako, bom rekel, ta rdeča nit, ki jo zasledujemo. Ne. Pri projektu Featuring Props mogoče treba povedati, da mi kot zavod, ki ta projekt predstavljamo zdaj znotraj cikla Eno delo in ga bomo potem to sodelovanje nadgradili še jeseni, da v procese produkcije dela ter prejšnjih samostojnih oziroma skupnih postavitev, ki so bili rezultat Mašinega sodelovanja z drugimi umetniki, mi nismo sodelovali. Ne? Tako da v tem procesu recimo zdaj ne bi mogel kaj več veliko povedati. Ne? Bi pa mogoče malce bolj rečem meta pogledal na to. Ne? Osebno vidim, da vkolikor ne gre za primer nekih commission del ali del, ki so rezultat nekih skupinskih rezidenc, projektnih nalog, navodila za povezovanje ne pridejo, pa ne smejo priti top-down. Morajo biti rezultat sodelovanja oseb, ki se med sebojno poznajo in so v isti sceni, so drugemu kul ali pa pri sodelovanju vidijo bolj praktične koristi. Pač nekateri sodelujo tudi zato, ker gojijo medsebojne ali enostranske simpatije, ali pa ker imajo oboji ali pa eden izmed njih boljšo mrežo ali pa povezanost s kakšno institucijo. Tudi zaradi takšnih vzgibov pride do nekih sodelovanj, tudi pač v naši sceni, pa Maša, ne govorim za tebe tle, pa pri teh primerih, da je to. Ne. Jaz kot producent imam nalogi facilitiranja produkcijskega procesa, pa podporo avtorju, ki sega tudi izven okvirov nekega projekta. Ne. Moram seveda najprej prepoznati svoje prednosti in omejitve ter v okviru teh svojih kompetenc biti predvsem svetovalec. Nekdo, ki daje povratne informacije in predloge ter pri tem skušati biti najbolj nevsiljiv, kar se da. To je težko, ker umetniški projekt nek umetnik seveda dojema kot svojega otroka in je do njega upravičeno zaščitniški ter je pri inputu zunanjih oseb zadržan. To je pozicija, ki jo jaz čisto povsem razumem in se z njo zelo strinjam. Sam sem bil že v položaju, kjer sem sicer v najboljši veri prestopil mejo nečesa, kar je bilo pri tistem določenem projektu preseganje vloge producenta in sem nepovabljeno posegal v milje umetnika. Na to neko mejo moramo biti konstantno pozorni,
umetnik jo vede ali ne vede postavi, je pa od projekta do projekta oziroma od umetnika do umetnika različna. Se pravi, širše v našem zavodu bomo zasledovali cilj, da z umetniki, s katerimi delamo, pridemo do čim bolj jasne vizije in sodelovanja in v okviru tega tudi do vsaj nekih srednjeročnih ciljev, kam naj to sodelovanje umetnika pripelje in kakšne so v tem procesu naloge vseh vključenih. Zdaj, kar se tiče projekta Jeseni, ki ga bomo delali skupaj, zdaj bi rekel, da mogoče na tej stopnji je težko govoriti, kaj natančno bomo počeli, ker rezultati strani Ministrstva za kulturo pa tudi MOL-a še niso prišli ven, ne vemo, ali bomo podprti ali ne. Ampak bom rekel, da tle je pač naša naloga, da vzpostavimo nek proces, ki bo odgovarjal za vse, da vidimo, kakšne so faze tega procesa, kaj se vse potrebuje, kako lahko pomagamo pri pridobitvi materialov, povezovanja z drugimi strokovnjaki, predvsem zaradi tega, ker se bo pač delalo tle z neko določeno tehnologijo, s tehnološkimi umestniki in tako naprej. In pa potem, v kakšnem okolju je to umetniško delo najbolje in v kontekstu je najbolje to umetniško delo predstaviti. Zdaj, Maša, mogoče, ki je Simon ravno zaključil na tej točki, lahko začnemo s tem, v katero smer pa nekako planiraš razviti featuring props naprej. Delovni naslov je zaenkrat postavljen, je prop 2.0. Kaj so neke glavne razlike, pa mogoče tudi skupne točke, ki jih vidiš med zdajšnjim in tem, kamor bi rada peljala to serijo del naprej? Mislim, da hočeš, da rečem, da bo ta zadeva na koncu priključena v elektriko, kar verjetno bo. Baterije ne bodo bile opcija? Elektrika bo definitivno prisotna v obliki, v kateri bo, pa bo še to be determined. To be announced. To be announced, tako je. Okay. Si v tem oziru predstavljaš, da bi šlo za neka sodelovanja, ali tudi gre spet bolj nazaj v smeri tega, da bi začela svojo prakso, pa potem videla, kam se to naprej pelje? Mislim, način, kako se bo odvil zdaj ta nadaljevanje tega projekta oziroma v katero smer bo šel prop številka 2 s svojim delovnim naslovom, ampak mogoče tudi s naslovom, ki bo ostal, kdo ve. Mislim, bo definitivno sledil temu, kar se je zgodilo že s prvimi objekti, in to je, da to je v bistvu neko igrišče zame, da mogoče preko njih, mogoče malo bolj neobremenjeno, glede na to, da to ni moja primarna praksa. Izkoristim ta projekt pa te stvari, ki nastajajo znotraj njega, zato da se učim, mogoče posežem v medije, v katere meni še ne bi bilo udobno posegati v svojem primarnem delu. Tako da definitivno bo nov prop bil Maša proof. To je zdaj prvič, da bom dejansko naredila neko zadevo, kjer imam neko zaledje, da če rabim pomoč, če rabim mogoče, ne vem, nekega sodelavca, ki ima znanje, ki ga jaz nimam, pa gre vseeno v smer, pa gre vseeno to oblikovanje objekta v smer, v kateri je še nisem bila. Mi je zelo dobro, da lahko, ko ne rečem, prosim za pomoč in jo posledično verjetno tudi dobim, ampak še vseeno bo šlo za neko zadevo, ki jo bom raziskovala sama in probala v večinski meri narediti sama. Nimam želje po nekem aktivnem sodelovanju s komorkoli drugim. Ampak to recimo si zdaj zelo tako v igli opisala. Nekaj se bo zgodil se bo s pomočjo nekoga, mogoče, če bom rabila, šlo bo v elektriko. Čistko za teaser, mogoče, kako si ti predstavljaš, da bo ta stvar izgledala in ali že na nek način izgleda, ker je blizu februar? Ne, februarja ne bo tega objekta. To je za jesen. Ta stvar še ne obstaja. Ne. Februarja bo sem kaj predstavitev tega, kar je že nastalo znotraj projekta. To so teh 3 objektov, ki že obstajajo dolgo časa. Kar povej. Jaz sem mislil samo mogoče Mašo vseeno zanima, vseeno zanima, kam gremo, kako bo to izgledalo. K čemu gremo mi, kaj bo to septembra. Ne? Zdaj, jaz bom povzel kot producent, pa naj Adrian potem oziroma ti še Maša kot umetnica. Mi bomo izdelovali oziroma ti boš izdelala nek aparat, neko mehansko strukturo, ki bi bila v neki interakciji, tudi z gledalci, obiskovalci. Ne? V nekaj takšnega gremo. Ne? Definitivno bo v interakciji. Zdaj, kakšna bo pa vloga,
gledalca oziroma obiskovalca, pa kakšen bo povezava med tem objektom pa njim. Pa ne bom rekla, da še ni zares določena, ampak mogoče ne bo toliko dvoznačna oziroma očitna, kakor je bila mogoče do zdaj. V glavnem noben ne ve, kako da fakt bo to izgledalo in kaj bo. Jaz Do vem. jeseni. Jaz vem. Mogoče, če za začetek rečemo, to se pravi, ena od razlik zagotovo od propsov, prej se mi zdi to, da prej so bili številčni, zdaj jih bo manj. Kinetika, gibanje postane pomemben element teh novih propov, medtem ko pretekli rekviziti so bili v bistvu statični, tako kot smo rekli, podstavki. Šlo je bolj kot ne za neke statične objekte. Tukaj pa gre pravzaprav za delo, ki pa ni na ta način tako enostavno, ne? In se tudi odpirajo recimo neka zanimiva vprašanja, mogoče na kak način okoli tega dela zgraditi neko koreografijo gibanja, kako se sploh to delo odziva na različne stimule, tako kot smo rekli, neki parametri prostora, obiskovalcev, ali to na njih vpliva, a ne. To se pravi, kar naenkrat v bistvu govorimo o delu, ki je zahtevnejše vsaj na tej ravni, da je treba tudi preveriti, a bo funkcioniralo oziroma ugotoviti, kje se lahko kakšne stvari zataknejo, ne. Ker naenkrat gre za nek objekt, ki ni, da ga postaviš in tam stoji, ampak je mogoče to tudi objekt, ki zahteva neko skrbnost, neko previdnost, mogoče celo ravno prek teh kinetičnih elementov pripelje do tega, da je treba premisliti tudi samo gibanje tega mehanizma. Ampak je to tudi nek pis, ki bo deloval kot podpora ali pa rekvizit za mogoče kasneje nekaj drugega? Definitivno je podpora in rekvizit za to, kar bom ustvarila tudi v pivki, ampak ne bo pa ta podpora izražena na isti način ali pa tako očitno, kot je bila do zdaj. Jaz res ne vem, kako naj to opišem. Sej mislim, da je pa mogoče tukaj tudi, da ne bomo preveč zabredali. Jaz mislim, da smo pravzaprav od tega še razmeroma daleč, da smo trenutno predvsem v fazi raziskovanja in pogovarjanja. Vseeno se nam zdi v bistvu zelo pomembno, da to počnemo že na začetkih, da to ni nekaj, kar se zgodi 1 mesec, 2 meseca pred otvoritvijo, ampak da določene točke, tako kot nekatere, ki smo verjetno identificirali tekom tega pogovora in jih še ne znamo odgovoriti, naslovimo že zdaj, da bi bili te objekti predstavljeni kot samostojno, to se pravi ne v odnosu do nekih drugih umetniških del, ampak da bi dali res fokus na te kinetične rekvizite in mogoče probali ugotoviti, na kakšen način bi bilo to primerno predstaviti oziroma kaj bi bila neka ta koreografija nekega gibanja ali pa dogajanja znotraj galerijskega prostora. Kaj se zgodi z objekti, ko niso več na razstavi ali pa ko jih umetnice in umetniki ne uporabljajo več? Se to nekje skladišči, to pri njih ostane, se prodajajo, to se pravi, kaj se zgodi po njihovi uporabi? Vse objekte oziroma vse podstavke, prope, ki so bili uporabljeni od kogarkoli drugega razen od mene, so ostali v lasti ljudi, ki so jih uporabljali. Jaz te stvari potem podarim in kam grejo in s kom so, potem ne ostane več v moji domeni. Tako da tudi za razstavo, predstavitev projekta, ki ga zdaj pripravljamo februarja, si bom v bistvu sposodila nazaj večino podstavkov. Ampak glej, to je recimo zanimivo, to, kar je bil med drugim moj pomislek na začetku, pa smo to zdaj že malo obdelali, ne? Recimo, ko si ti rekla, da za razstave oziroma dela, tuja dela, kjer tvoji propsi so uporabljeni, si ti to beležiš, ne? A je to recimo nekaj, kar pol ti tudi predložiš, ne vem, ministrstvu kot tvoja referenca, iz vidika, da torej, če zdaj ti potalaš te svoje propse svojim cool art prijateljem, ki delajo druga dela, ki jim ful prav pridejo te propsi in oni to, ker jim je všeč ali pa ker se jim zdi cool, to razstavljajo na svojih razstavah in noro uspejo in ratajo svetovno znani in razstavljajo ne vem kaj je povsod s tvojimi propsi in si ti to lepo pišeš, lepo v svoje alineje.
A se ti zdi, a je to, mogoče celo vprašanje bolj za Simona, a je to nekaj, kar prođe ali ne? Prođe na način, da so ti umetniki upravičeni do razstavljanja ali da je Ne, ona da to je kot ona, referenca? da ima ona full hud resume, zato Ja. ker je v teoriji razstavljala na vseh unih razstavah, kjer so razstavljali drugi umetniki, ampak so si sam podstavili sliko kot celoto z njenim delom. Ja, seveda, na MK-ju prođe. Ne? Vprašanje bi bilo zdaj, kako bi prošlo to pri, ne vem, uveljavljanju ali pa udejstvovanju pri nekem kapitalu, ne? Ki je vezan na to. Ne? Tako, vkolikor ta neka razmerja niso določena pogodbeno najprej med vsemi sodelujočimi, torej med Mašo kot avtorico in drugimi sodelujočimi, ki so lahko pač se na njih gleda kot so avtorje, bodi si ideje, bodi si potem umetniškega projekta. Tle lahko naletimo na dosti nekih, bom rekel, ovir, ne, ker bi pač potem ona lahko prisostvovala pri nekih dobičkih ali pa referencah. Ne. Lahko prijemo tudi do zagate, ker če je bilo to komišnano se strani ali pa ne vem, naročeno ali pa podprto strani projekta, ki ga je ministrstvo ali pa nek drug financer financiral producentu, ne, naprimer Zavodu 2x32, ne, ki bi produciral Mašo. In potem mi z njo delamo ta projekt, ne, in tudi tle lahko pride do tega, da si lahko producent, vekolikor ni drugače določeno, vlasti oziroma sodeluje pri vsem tem, kar si prej naštela. Ne. Tako da tle je za poudariti, da mogoče bom kar kritičen, ne? Dosti umetnikov se v takšne razmišljanja ne spušča, pa mislim, da bi se morali. Ne? Že od samega začetka, ko izjaviš neko idejo na drinku s frendi ali pa kjerkoli drugje, če jo ti ne zavedeš in ti jo nekdo prevzame, si pač nasrkal. Ne? Tako da tle moraš biti dosti pazljiv. Da ne bom govoril o Maši, ampak recimo malce bolj nasplošno, ne? Tle med sabo si dost ljudi kar zaupa, ne? V sceni. Ne? In zelo hitro lahko pride do tega, da ti nekdo prevzame idejo, kaj ta oseba bo nekje dobila nekega sovražnika, po drugi strani bo pa na tej ideji pridobila bodi si nek kapital, ugled in tako naprej. Ne? Tako da ja, no, se iz tega vidika je moje razmišljanje bilo, da recimo ta trenutek na neki ravni to sodelovanje z Mašinimi propsi funkcionira v krogu nekih prijateljev, kolegov, ki se jim pač zaupa na način, da to zna funkcionirati. Ne? Da ni kar naenkrat slabe volje ali pa nekih zamer ali pa kakšnih konfliktov v smislu, ja, to je moja samostojna razstava, nekdo pa reče, to ni tvoja samostojna razstava, ker je pol pisal noter od Maše. Ne? Kaj tazga recimo. Kako se to zavede, kako se to nauči, kako se točkuje na tak način. Ja, tle, zdaj mislim, da v tem našem prostoru to še vse deluje bolj na nekih dogovorih in zaupanjih in tako naprej. Ne? Nekih smernic za to, bom rekel, ni. Ampak sem da dodam, jaz niti približno ne vzemam kredita za nobeno od razstav, kjer so se propi pojavili in ni nobenega mojega avtorstva zraven. No, ampak propi pa so tvoje avtorstvo. Propi pa so, ja. Se mi zdi, da mogoče ima ta projekt prednost ravno v tem, da je tako jasno, ne, da je to izhodišče tega rekvizita, pripomočka. Da je sicer neke vrste podaljšek določenega dela. Ne. Je pa zanimivo tudi to, kar si Simon rekel, ravno iz teh razlogov, ker bi rekel, da na začetku, ko so vse stvari v redu, noben ne naslavlja ta vprašanja avtorstva in se ponavadi zgodijo šele kasneje. To se mi zdi, smo tudi kar par umetnikih v bistvu videli šele potem s časom, ko pridejo neke druge koristi v igro, ki niso zgolj reference, razstave, sodelovanje, se lahko stvari na račun tega naprimer zakomplicirajo. Ne? Ja, ali pa če se vrnemo recimo na Mašo, tisto neko vprašanje, ki ga je dala na sredini, ne? Ko govorimo o neki hiperprodukciji in prekarizaciji, ne? Ko smo v nekih takšnih razmerjih, ne? Seveda smo tudi dosti lahko solidarni do drugega, ful več verjamemo v to, da eni drugemu pomagamo. Ne, se ni važno, a veš, tam je na voljo 500 evrov, če mi jaz dobil 250 in ti 250, se ne bo, a veš, oba dva bova še vedno isto bed, ne, ampak bova oba dva vsaj nekaj imela, ne, ampak tle pridejo težave potem, ko so stvari malce bolj konkretne, ne, malce bolj na drugih prizoriščih, ne, mogoče, ali pa ko pride do nekih večjih kompenzacij za razstavljanje ali pa odkupe in tako naprej.
to je ravno nekaj, na kar sem aludiral prej, ko sem govoril o raznih oportunizmih, ki se tle dela. Ne. Zdaj, če vzameš oportunizem ne kot čist, neko zlobno besedo, nek oportunizem je tudi tako, dajmo se združiti in bomo dobili večji doseg, imamo pač neke večje mreže in pač več ljudi nas bo videlo. Ne. Ampak jaz bi rekel tako, vkolikor ni nekega pač globjega vsebinskega pomena pri samih umetniških delih, a veš, na koncu ne bo preživelo test časa, Zopet ne govorimo o Ja, to sem tudi jaz Mašinem hotela. delu. Te vprašanja so se meni porodila iz tega, kar smo pač govorili, ne leti to nič na te, Maša, da saj ne boš realno- mislila, da te Ne, ampak to hočem, sem še pripomniti, da realno gledano ta projekt ne bi obstajal, če drugi ljudje ne bi teh podstavkov vključevali v svoje projekte. Tako da na nek način gre za nek parazitski objekt, ki je legitimen ali pa obstaja ali pa je zanimiv glih zaradi tega, ker je zanimiv drugim. In na nek način si en drugmu roko umivamo s tem, ko... Ampak potem ni parazitski, ne? Potem gre bolj za neko simbiozo. Ali pa mogoče si... Ne, se vsak nekaj dobi. Adrian, biolog. Mogoče na tej točki zaključimo. Hvala, Maša in Simon, za vajen čas in vpogled v skrite plasti serije Featuring Props ter v del predprodukcijske faze cikla Eno delo. Vsem poslušalcem in poslušalkam se zahvaljujemo za pozornost. Upamo, da ste uživali v pogovoru in da boste spremljali nadaljevanje tega projekta. Podcast Pod strehco lahko najdete na vseh podcast platformah, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Dajte se naročiti in podpreti tako Zavod 2na32, kot tudi Posladek in skupno Pod strehco. Veseli bomo vaših hval in graj ter drugih komentarjev. Vabljeni na ogled razstave v Šiško, ki se bo otvorila 7. februarja. Najlepša hvala tudi Emi Kobal in Urški Bajec Košmr za glasbeno podlago, ki nas spremlja skozi intro in outro tega podcasta. Bye! Čau. Čau, čau. Čau. Še kaj? Are you vidrči? A lahko daš tako nek autotune čez, da ni moj uraden glas, ampak moj neuraden glas. To sem jaz tudi mislil, da bi imel nekakšen Ne avatar vem, glas. lahko mi pokažeš več izbir, pa se odločim za eno. Tako, jaz bi tudi imel nek avatar AI glas, ki se mi ustvari. Lahko se tudi ustvari iz mojega glasu, samo da je malo tweakan. Ali pa da recimo se naši trije glasovi zamenjajo. Da kaj jaz govorim, je v bistvu tvoj glas in potem, ko ti zakon. govoriš, je od Adriana. A imaš kakšne te umetnike in umetnice, ki so ful tvoje fanice in zdaj hordajo te tvoje propse? Največji fan tega projekta sem trenutno jaz sama in hordam večino vseh podstavkov. Konec citata. I zoned out. What was the question? Ne, gledala si njo in sem mislil, da je vprašanje za njo. In sem bil Vprašanje pač je malo bilo, zoned out. če Maša podari svoje propse svojim cool art prijateljem, ki tako isto uspejo v art svetu in začnejo razstavljati na ful hudih razstavah in si Maša to, kot je prej rekla, lepo zapisuje in piše na nek način kot svoje.